Ja. Mislim. Pa samo, če nekaj bliže stopite lahko. Hvala. Lahko. Okay. No, jaz? Z dneva, lahko to? Vsak dan imamo višji delež okužb z novim koronavirusom, torej višji delež pozitivnih PCR testov. Blizu smo že tega, kar smo bili okoli novega leta letos. Kaj napovedujete, kakšen razplet dogodkov? Torej nekaj časa prav gotovo še povečevanje števila primerov, saj je v Sloveniji še kar precejšen delež prebivalstva, ki se z virusom ni srečal in niti ni cepljen, torej je dovzeten za okužbo. Jasno se kaže tudi pač po področjih, kjer je manj precepljenih, je višji delež PCR testov. Tako, ja, to je pač enako, ne samo v Sloveniji, tudi v drugih evropskih državah. Države, ki z boljšo precepljenostjo celotnega prebivalstva imajo okužb v tem času, ko marsikje naraščajo zaradi jesenskih razmer, okužb vendarle manj. Mogoče, če lahko pokomentirate, v Mariboru, to je eno od teh področij, kjer je v bistvu polovica testov pozitivnih PCR, so pa povedali, da tudi hitri testi, da je na hitrih testih 20% približno pozitivnih. To je pa tudi kar precej. Seveda, to nekje korelira, ne. Hitri testi so manj občutljivi kot PCR, zaznajo kasneje virus, šele takrat, ko ga začne oseba močno izločati, medtem ko je PCR test bolj občutljiv in zazna že izločanje nekaj, tako rekoč, posameznih virusov, to je razumljivo. Kako ocenjujete vi zdaj učinkovitost cepljenja? Vseeno je polovica ljudi cepljenih, ali so razmere vendarle drugačne kot lani, ne glede na to, da imamo spet več kot 2000? Torej, seveda, razmere so drugačne. Delež tistih, ki potrebujejo bolnišnico, je še vedno manjši. Zaradi verjetne večje nevarnosti koronavirusa, te delta različice, po drugi strani pa tudi obolevanja populacije, pri kateri je indicirano intenzivno zdravljenje, pa je zaskrbljujoče naraščanje števila bolnikov na oddelkih za intenzivno zdravljenje oziroma ta primerjava med tistimi, ki so ob enako intenzivni epidemiji, recimo lansko jesen, potrebovali intenzivno zdravljenje in tistimi, ki ga potrebujejo letos. Zadnjih nekaj dni število hospitaliziranih na intenzivnih oddelkih sicer še ne narašča tako hitro, ampak seveda to je pač nek podatek, ki ponavadi sledi naraščanju v bolnišnicah. V nekaj dneh se potem večini ljudi, tistim, ki bodo potrebovali intenzivno zdravljenje, pač poslabša, tako da ga res potrebujejo. A ste slučajno, kar nekaj ljudi, med drugim tudi jaz, smo cepljeni s cepivom Janssen, ste že kaj odločili v svetovalni skupini glede poživitvenega odmerka za Janssen, da bi bil prej kot poživitven? Ne še posebej, nekatere države se odločajo za to. Mislim pa, da tukaj ni kakšna posebna razlika med cepivom podjetja Janssen in pa cepivom Vaxzeoria, se pravi cepivom podjetja AstraZeneca. V obeh primerih gre za cepivi, ki sta manj učinkoviti za zagotavljanje zaščite pred okužbo. Dosti dobro, praktično primerljivo z mRNA cepivi ščitita pred hudim potekom, kar se pa okužbe tiče, sta pa obe cepivi pri delta varianti slabši. Seveda okuženi ljudje potem virus širijo, tako da je iz epidemioloških razlogov pomembno, da bi cepili te osebe, ki so bile cepljene z vektorskimi cepivi prej. To je ena od idej, ena od možnosti, o kateri se bomo gotovo pogovarjali. A samo prej, ali tudi boste priporočila spustili, mislim, to starostno mejo, kar zdaj priporočate? Torej, starostna meja pravzaprav ni starostna meja. To je samo priporočilo, izrecno za starejše nad 65 let. Cepijo se pa lahko s tretjim odmerkom tudi mlajši. In jaz bi ga ta trenutek osebno, torej to še ni mnenje skupine, priporočila komurkoli, ki se je cepil pred 6 meseci. Zelo opažate, da ta učinkovitost pada, recimo, da je več
mogoče sprejetih v bolnico takih, ki so bili že dolgo časa nazaj? Torej, te statistike sicer nimamo, ampak tako po mojih lastnih izkušnjah, pogovorih s kolegi, pa gre v največji meri za osebe, ki so bile cepljenje več kot pred 6 meseci, in o tem govorijo tudi izraelski podatki, podatki iz Škotske nedavno, podatki iz ZDA, te informacije se sedaj nabirajo. Torej, seveda, ko so bila cepiva odobrena, enostavno ni bilo na voljo podatkov o tem, koliko časa cepivo vzdržuje neko zaščito. To v epidemiji pokaže šele čas. Zdaj, prej ste napovedali, da bo nekaj časa ta delež pozitivnih PCR testov, ki tudi pokaže določeno, kaj se z epidemijo dogaja, ne, da bo še naraščal. Kdaj bi lahko recimo, kdaj pričakujete mogoče ta vrh epidemični in potem umirjanje razmer? Torej, težko rečem, koliko časa bo delež naraščal, ker ta je seveda odvisen od tega, koliko ljudi se testira. Ampak vrh razmer poslabševanja v celoti, se pravi števila primerov, bomo dočakali takrat, ko bo nekako populacija tako rekoč zasičena z virusom, ko bo virus dosegel praktično vse ljudi, bodisi v obliki bolezni ali pa recimo cepljenja. Ko bomo imeli tam recimo 90% populacije imune na en ali drug način, se bo epidemija ustavila. Res pa je, da se bo ustavila v tistem delu, ki je cepljen na način z manj žrtvami, in tam, kjer gre za naravno prebolevanje, seveda z bistveno večjim številom žrtev. Tega se moramo zavedati. A vas skrbi, da bo ta vrh višji od 150 zasedenih intenzivnih postelj? Ja, to so zelo realne napovedi. Predvsem je pomembno, da se to ne zgodi hitro. Eno je pač število bolnikov na oddelkih za intenzivno zdravljenje, ki jih še po izračunih pričakujemo, dokler ne bo pač dosežen ta delež imune populacije, da tako rečem. Ampak problem obravnave bolnikov pa je, koliko hitro se to zgodi. Če imamo naenkrat potrebo po obravnavi tako zelo velikega števila bolnikov, potem seveda te obravnave enostavno niso možne, ni jih mogoče izvesti, prav tako sočasno ni mogoče izvesti drugih obravnav bolnikov, ki to tudi potrebujejo. Zato tako zelo opozarjamo na to, naj se ljudje cepijo ali pa vedejo, kar se da zaščitno uporabljajo ta kriterij PCT, zato da lahko kolikor toliko normalno živijo v epidemičnih razmerah, ki jih imamo. Res bi apelirala na razumevanje ljudi. Koliko je še takšnih ljudi, ki niso bili cepljeni oziroma niso, to so ocene, ne? Ja, to so naivna populacija, ne? Torej, ocene o nekaj 100.000 ljudeh, ki še niso bili niti cepljeni, niti niso preboleli. Seveda tukaj moramo prišteti nekatere prebolevnike, ki se, da tako rečem, ponovno vračajo v sistem, ker ponovno zbolevajo. Isto velja za cepljene. A bo stroka še predlagala kakšne dodatne ukrepe? O tem nisem povsem seznanjena, tako da to bi morali vprašati dr. Logarjevo. Mogoče samo še komentar. Zdaj se pojavlja informacija, oziroma tudi inšpektorat preverja, da tisti, ki so pozitivni na hitrem testu, potem ne grejo na potrditveni test na PCR. Kaj to pomeni iz vidika tega? Torej, če se potem te ljudje ne osamijo in če širijo virus okrog, je to dobesedno kriminalno dejanje. Ampak tega noben ne more preverjati, ne? Ne more, ampak a veste, se mora vsak človek zase vedeti, kaj dela. Okužil bo nekoga od svojih bližnjih ali pa recimo starše svojega prijatelja, s katerimi se je družil, in se bo bolezen slabo končala ali pa končala z zelo hudim trpljenjem. Tako da tukaj res še enkrat apeliram na osebno odgovornost ljudi. Z epidemijo se ukvarjamo že toliko časa, da mislim, da vsak posameznik ve, kako se virus širi in kako se lahko zaščiti. Sam še glede, EMA je odobrila 3. odmerek Moderne, a to karkoli spremeni? To spremeni do neke mere ta postopek ob cepljenju, ker če gre za odobreno cepivo, potem ni treba, da cepljena oseba podpisuje seznanitev z tem, da cepivo ni odobreno.